marca 76 sem začel brati v Artforumu eno dolgo serijo člankov, Installments, ki jih je pisal Brian O'Doherty. Jaz sem vedel za njega, zato ker je 73 leta izdal eno zelo zanimivo knjigo The Voice and the Myth, American Masters. V teh člankih je pa razvil idejo, da je White Cube v modernizmu neke vrste idealen prostor, ne samo za galerijo, ampak, in to bo moja današnja tema, tudi za vprašanje, katere slike oziroma umetnine sodijo v ta prostor, katere ne. In dvoje postavk iz te knjige, ki jo najbrž poznate, ena je The Eye and the Spectator, se pravi, na to se bom še vrnil, na drugo je Context as Content, in tretja je The Gallery as a Gesture. Vendar, Thomas McEvilley je postavil eno zanimivo idejo, da če gremo mi v raziskavo, vprašanja bele kocke, se lahko vrnemo k Platonu, ki je rekel, idealni liki bi obstajali tudi, če ta svet ne bi obstajal. To se pravi, da je White Cube bila v interpretacije McEvilleyja postavljena pravzaprav kot neke vrste platonska idealiteta in zdaj vse, kar vstopi v ta prostor, dobi nobilitacijo, dobi idealizacijo in dobi pravzaprav neke vrste avtonomni status, ki ga na koncu lahko približa celo čistemu abstraktnemu liku ali pa, recimo tako, kot je Husserl rekel, totalni eidetski redukciji. Ta ideja bele kocke je namreč v galerije prišla postopoma. Najprej ni bila bela kocka, ampak je bil zid prostora, white wall. Jakopič je 1892 leta videl v Münchnu prvo razstavo secesije. In kar ga je tam najbolj presenetilo je to, da so bile vse slike postavljene na rahlo tonirani sivi površini in v eni sami vrsti in sicer tako, da so se med seboj razumele. Skratka, da je vsaka slika bila zelo zadovoljna, kje je približno stala. Ena usodna razstava, ki jo nihče iz Slovenije ni videl, je bil Sonderbund Ausstellung 1912 leta v Kölnu, ki je imela pa to dobro lastnost, da je vse slike postavila striktno pred belo površino in da je bila organizirana v ne ravno White Cube, ampak v belih kvadrih. Ampak tle se je že jasno pokazalo, da se na tej površini srečuje mimetična slika in abstraktna slika. In 12 leta seveda je bila ta ideja potem razširjena, vsi se vas spomnite na Mondriana, De Stijl, na konstruktiviste, ki niso bili zelo strogi White Cubovci, ampak smisel vsega tega je bilo, da je na nek način skozi Mies van der Roheja, skozi Corbusierja, skozi Bauhaus, Lothara Schreierja in tako naprej, prišla ta predstava v bistvu belega kvadra, v katerega se mi zdaj noter naselimo, da je postala idealen prostor in ta je približno tako pomemben, recimo kot list papirja, ki ga v naravi ni. Ampak mi vsi ga blazno uporabljamo. Narava ne proizdeluje belega papirja. In idealno formo izdelujejo platonistični liki, ne Corbusier. Zato se mi je zdaj zmeraj pomembno pogledati, kaj tisti umetniki, ki res razumejo White Cube, naredijo v njem. In mislim, da je bila celo zadnja razstava, preden so spodnje dele moderne galerije podrli, da je bila ta razstava Alena Ožbolta, ki je sjajno ugotovil, da bo naredil finalno razstavo v tem prostoru. Vedel je, da bo šlo to v grunt in ta prostor, ki ga je arhitekt Edo Ravnihar izredno malo cenil, on je cenil samo zgornje prostore. Te spodnji so bili tako kot neke štale, tako rekoč v njegovem premišljevanju. Ta prostor je edini White Cube v Sloveniji, v katerem sem jaz lahko živel, videl in postavljal razstave.
Zadnja razstava je imela te bele, tukaj vidite te bele prah posut in je na nek način nehote dala tudi, kaj je finalna izkušnja tega white boxa. Seveda, vsi se boste spomnili, da ko je Iris Clert odprla 1958 leta svojo galerijo, je Yves Klein naslovil svojo sliko Le Vide, praznina. Ampak jaz zdaj ne znam na pamet, on je napisal pol še ne vem koliko 10 stavkov od spodaj, ampak če tiste stavke berete, vidite, da je bil Yves Klein neoplatonist, da je bil Rosenkreuzer in povrh vsega, da je razumel na en poseben način, ker samo en prostor je bil White Cube pri Iris Clert. Če bi vi prišli pred to razstavo spredi, bi videli v plavo oblečene grenardirje, stena je bila plavo narejena, točil se je plavi koktejl in vsi uslužbenci so bili livrirani plavo. Ampak samo en prostor v tem Le Vide je bil zares White Cube. In če zdaj upoštevam še Merleau-Pontija, ki ga je Yves Klein poznal, je naredil zelo preprosto gesto. Prostor je šele takrat, ko vstopi telo vanj. Ta ideja, te bele kocke, je končala tako, kot vse kocke končajo. Namreč, da niso več white cube, ampak so white box. To pomeni, v belo kocko galerijskega prostora ne vstop nobiliteta, idealiteta, abstrakcija, ampak white box pomeni škatlo. In v škatlo gre vse, kar hočete noter. In jaz sem hodil okrog te razstave, to je naš kolega Viktor Bernik, in je bila untitled, to mu strem zelo dobro. In je hotela biti pravzaprav neke vrste socialno kritična, kaj se dogaja z galerijo, smo zares na koncu vsega tega posla, se še delajo razstave in tako naprej in tako naprej. Ampak, če sem jaz čisto odkrit, glede na celo tradicijo, presežno, metafizično, če hoče, tradicijo white boxa, se mi je zdelo pravzaprav tukaj, da smo prišli v neko neverjetno kruto materialnost. Recimo, jaz nisem vedel, kdo je tole. Pa sem hodil velikokrat mimo te galerije, sem šel not pogledat, pa sem šel ven. Pa zmeraj je bilo vse prazno, pa nič se ni dogajalo. Nikoli nisem bil ponoči, to je moja velika napaka. Ampak veste, kdo je Gianni Rivers? To je nek pevec ali nekaj tazga, En človek je stopil noter in tle, vidite, tamle je pa en mol obstal. In jaz sem se zmeraj vprašal, dokot seže White Cube. In sem gotovo, da ne tam, kjer ga naredi arhitektura, ampak tam, kjer ga naredijo umetnine. In potem sem se vprašal, kjer umetnine pa lahko damo v White Box in seveda doživimo potem vsaj približno neke vrste razodetje, v navednicah rečeno. In ločnica med temi, to je zdaj ontologija, fenomenologija slik, je bila med tem, če ste vi znotraj štafelajne slike, potem je čisto vseeno, kamor jo date. V katerikoli prostor se bo štafelajna slika prej ali slej dobro naselila in to je odvisno samo od okusa človeka, ki štafelajno sliko kupuje. Če povzamete modernistično delo, recimo a vidite, jaz tle nisem naslikal okvirja, kakšnega tazga iz 18. stoletja, recimo impresionisti so stali recimo 7.000 frankov, okvir je stal pa 10.000 frankov. Tako so v Ameriko impresioniste, okvir je bil dražji od slike noter. Ampak, pustimo zdaj to. Skratka, tle vidite prosojnost, globina, omejenost, okvir in prostor, kjer se to najde, v navednicah sem hotel reči salon. In če vzamete modernistično sliko, vidite, da je tisto v sredini, kar sem naslikal, je lateralno polje in približno do tam vi pridete, tako da vas lahko slika posrka vase. Po drugi strani je pa zelo pomembna ploskovitost, to flatness bom še razložil, potem lateralnost polja, ne več globinsko, lateralnost polja. Drugič je ta all over, da se slika pač lahko prelije čez svoje okvirje, ker ni več vezana na klasičen, mimetičen, evklidski, ne vem kakšen še sistem.
In kar je tipično, da je lahko brez okvirja. In tukaj je ena zelo zanimiva poteza. Ko so recimo ameriški post-painterli abstraktni slikari, recimo Helen Frankenthaler, ki jo vsi poznate, ko so začeli razstavljati slike, jim je galerist rekel, ne boste delali brez okvirja. In potem so izumili eno čist tanko jekleno ali pa aluminijasto linijo, ki je bila in ni bila okvir. Se pravi, samo neka črta in v glavnem se je potem izkazalo, da je to zelo dobro za transport na koncu koncev. Dobro, ampak pustimo zdaj to, skratka, brez okvirja in prostor ne more biti drug kot galerija. In zdaj vam pokažem, kako približno to izgleda, o čemer sem zdaj govoril. Štefelajna slika. Jaz sem bil v 70-ih letih soočen s temi dvemi slikami in sem tukaj kaj narediti. To je Rudolf Španzel, ne? On je na koncu akademije delal briljantne stvari, cela šola ga je hodila obiskovati. In ena od teh končnih slik, vidite, je tukaj zares štefelaj. Na štefelaj je postavil eno majhno sliko, zato ker je bilo treba v 3. letniku zmeri delati kopije starih slik. In on je bil pač človek svojega zanimanja, La Petite Maîtresse od Ludvika 15., znamenito Mademoiselle O'Brien, ki je imela pač najlepšo ritko svojega časa, in je Ludvik 15. najprej videl Boucherjevo sliko 1852. leta, in ko je videl to sliko, zdaj govorim o tistem, kar takrat je imela 15 let, ne? In potem je postala njegova La Petite Maîtresse. Ampak iz tega štafelaja je potem on, tukaj ne vem, koliko se vidi, postavil eno nočno posodo in celo negravžno ostalino. In jaz sem se zmeraj vprašal, a je treba, če se lotimo štafelajne slike, potem tudi priti do v bistvu najbolj unapetitnih rezultata. Na drugi strani, če postavim ravno tako problematično sliko, to je Tugo Šušnik, Untitled, kot so bile pač vse imenovane slike takrat, ne, je on pravzaprav štafelaj spremenil zato, da je ta slika svojo težo sploh obstala. To je bil dodaten element, zakaj je on to naredil, ampak v bistvu je bila to neka, bi rekel, inherentna, ne ravno kritika, ampak neka pasaža mimo štafelajne slike, ampak da še zmeraj nek rob ostane. To, kar vidite tlele, je bilo večinoma iz starih kosov narejen, ampak smisel tega dela je bil tisti flatness, ki ni bil Greenbergov, ampak je bil recimo v post-painterly abstraction. Ne? Tako da recimo, če vam dam en primer, kaj je ta flatness pomenil takrat, recimo tako kot pri Lindy Benglis, vidite, da so takrat barve polivali, ne, tle je barva z gel medijem zmešana, zato da se skup drži, ne. In zdaj, pazite, zdaj je Rosalind Krauss je imela pa obsesijo, da je modernizem zmeri imel ravnino, ni šel vertikalno, ampak da je temeljno za modernizem, to so njeni zgodnji teksti, da je zelo pomembna ravnina. Naprimer, ona je študirala Davida Smitha in je blazno pazila na to, kdaj pridejo njegovi kipi na tla, na isto ravnino, ki je zadnja gravitacijska točka pravzaprav za te kipe. In zato potem je ta ravnina bila tako pomembna. In druga, vidite, postmodern flatness ni več v tem smislu, kako bi rekel, dripping ali kaj takega, ampak je močna materialna substanca. Se pravi, čist drugačna, kot je bila recimo v enem polakovskem času. In to je moj prvi pogled, ki je bil narejen v Beogradu, v galeriji Doma o mladine. Je Tugo Šušnik, vidite, ta fotografija se tlele neha, potem je pa tukaj naprej, ne? In ko sem to razstavo postavljal, sem ves čas imel v glavi, ker sem pač potoval v Ameriko, sem imel ves čas v glavi, kakšen je odnos teh slik zdaj, od enega ljubljanskega slikarja, ki je v Ameriki študiral in je bil prežet z ameriško kulturo in tako naprej. Ampak recimo do takih virov,
kot je recimo Barnett Newman. Ampak takrat, ko smo študirali Barnetta Newmana, je bila glavna knjiga Thomasa Hessa. Thomas Hess je prvi, ki je razvil ezoterične doktrine. Recimo takrat je bilo treba študirati Gershoma Scholema Major Trends in Jewish Mysticism. In brez tega niste prišli do Barnetta Newmana. In Thomas Hess je napisal glavno knjigo, ki nas je vse dobesedno, kako bi rekel, zasužila na nek način, ampak istočasno nam dala vedeti, da ko vi stojite pred Station of the Cross, je edina beseda, ki lahko rečete Eli, Eli, lama sabahtani, oziroma sabahtani. Ne? Se pravi, aramejsko, kar je Jezus rekel v 22. psalmu in potem seveda na križu. In to je seveda ena popolnoma drugačna vsebina, ki zahteva tako gledanje, recimo, kot je njegova kapela v Houstonu. Jaz sem bil en dan v tej kapeli in sem se vrnil iz te kapele drug človek, kad sem vstopil. Ali pa recimo na drugi strani, če dam recimo en tak primer, ne vem več, kdo je ta človek, vem pa, kako se je počutil. Še nikoli v življenju nisem tako blizu stal slike, ki je vredna danes $100 milijonov, in to je Rodko v zbirki Friedricha Weissmana, ki je bil direktor Toyota Amerika v Kaliforniji. Danes lahko pridete z avtobusom turistično, ampak takrat je bilo to vse zaprt. Mi smo bili v nedeljo zjutraj, ker on je pač kot veren Jud je v soboto je praznoval šabac, zjutraj smo se pa mi v nedeljo noter šunali in smo potem vse te slike videli, kako je to vse postavljeno bilo. In popolnoma nemogoče je bilo stati v tej poziciji do slike, ki je imela absolutno galerijski status. Recimo še, jaz nisem slikal, ampak recimo en rumen Rodko je bil od spodaj obdan z rumeno dnevnim pohištvom. Skratka, vi vidite potem, da te slike, če jih hočemo upoštevati njihovo metafiziko navsezadnje, absolutno potrebujejo white cube kot platonski prostor, da dobijo svojo rezonanco, svojo resničnost. Se pravi, da če grem jaz gledat tele murale od Rodkoja, bi jih nikoli ne mogel videti v 18. nadstropju Seagram Building, kjer je bila gostilna in so vsi jedli in Rodko je odkupil pol te slike nazaj, ne, ker bi špricali kuharji in tako naprej. Skratka, tle vidite, da slike same povedo, tukaj hočem biti, nočem biti tam. In jaz mislim, da so današnji kustosi strahotno slabo šolani ravno v tem, da ne poslušajo slik, da jih ne vidijo, da jih ne čutijo, da se ne upajo interpretirati, da se ne upajo slediti njihovi fantaziji. In zakaj? Zato, ker je kontekst močnejši od česarkoli drugega. No, če se vrne potem zdaj nazaj, ne, a vidite, tale slika, ne, je bila edina, ki je bila obešena. In zelo iz preprostega razloga, ker je imela od spodaj rob. In ni mogla biti na tleh. Vse druge smo postavili po tako imenovanem stebrnem redu, daleč stran od, saj sami vidite, ne, en Barnett Newman ne bi nikoli zlomil stebra, tako kot je tle zlomljen, ne. In se pravi, tale slika, vidite, tlele se konča, ta je bila prva, druga, tretja, četrta, peta. In ta ritem je imel eno popolnoma, kako bi rekel, materialno osnovo. To je bilo primarno, fundamentalno slikarstvo. To je bilo slikarstvo nekega minimalističnega robu in se je tam pravzaprav tudi uresničilo. Se pravi, ni imelo pretenzij, da bi, tako kot recimo v post-painterly abstraction, ni imelo pretenzij, da bi bilo več kot nosilc in podoba na njem. Problem je v tem, da vi nosilc lahko obeste, sliko lahko obeste, podobe pa ne morete, ne. In tle je bil en tak velik problem, iz katerega pravzaprav so te slikari vsi potem išli v abstraktni imagizem. To je mene zelo čudilo. Nihče ni ostal minimalist, ali pa te vrste primarno fundamentalno slikarstvo, vsi so šli potem v abstraktni imagizem. 69. leta je bila ena zelo zanimiva razstava neokonstruktivistov, ki jo je kolega postavil in organiziral. In tam je mene najbolj zanimala nekaj, kar sem pač rekel, taka kača, ta projekt njegov. In
to je zdaj rekonstrukcija, narejena pred dobrim, ne vem, 20 leti v manj. No, a vidite, toliko sem star, da se mi zdi, da je bilo že toliko daleč. In meni se je zmeraj zdelo, da je problem, če to imenujem neokonstruktivizem, seveda zdaj moramo vzeti to v račun, kako takrat je bil Srečko Kosovel, takrat smo začeli odkrivati, oziroma so začeli odkrivati Černigoja, Peter Krečič, kolega Basin, so naredili razstavo, kjer smo sploh prvič videli, kaj to je, ne. Ampak tisto, kar je mene motilo v tem pojmu konstruktivizma, je, da ni bilo konstruktivistične ideologije, da je bila podoba, ne ideologija, ki je držala konstruktivizem po koncu. In drugo, če bi to primerjal z, recimo, kaj vem, Robertom Morrisom, Donaldom Juddom, Karlom Andrejem, ne, potem bi videl, da nihče od teh ne bi uporabil ali niti ne barve, ali pa bi tako naredil, recimo, da bi bila barva pravzaprav material isti, kot je kos pis, ne, kos sam po sebi. In tle se vidi, da je imel Lapajne zelo jasno vizijo, kako to narediti, ampak razmišljal je še zmeraj v nekem svojem slikarskem konceptu. Recimo, ena taka nevarnost nasploh je, da vi naredite, to je pač zdaj rekonstrukcija, ne, jaz imam zelo megleno originalno, ni šla skozi cel prostor, da, vidite, ta zadnji del je pravzaprav ena od teh plošč in deluje kot nek akcent. To se pravi, tukaj imamo pesem, ki se dogaja, ampak brez tistega akcenta jo po tej logiki ne bomo razumeli. In kadar minimalizem z metaforo razlaga samega sebe, se uničuje, se degradira. Ampak to ni bil namen tega. Recimo, v tem času, to bi pa zelo rad poudaril, je šla ena knjiga, Sodobno kiparstvo v Evropi 1967 leta, in tam najdete na desetine evropskih variant minimalistične umetnosti, ki so pa evropsko obarvane. In če vam povem še eno osebno izkušnjo, takih stvari jaz nisem videl v New Yorku. Ker sem bil pa v Kaliforniji, sem jih videl pa množico. Kaliforničani so barvali svoje minimalistične kose. Ampak mogoče je najbolj, bi rekel, tak tipičen ali pa koristen primer Inside the White Cube je recimo ta znak od Dragice, ne. En študent mi je naredil tak seznam, vidite, od kipa, skulpture, plastike, minimalnega objekta in potem v konceptualni kos, ampak to je v bistvu pot, ki gre od naravnega predmeta do teoretičnega predmeta. In vi morate vedeti, da recimo ogromen modernega kiparstva v bistvu funkcionira kot teoretičen predmet. No in, ampak tle se mi je zmeraj tako zanimiv, ker nisem mogel k tej stvari pravzaprav dati njenega imena. Ni pohištvo, ni znak, razen če berete Andrejev križ, če bi bil postavljen na eno stran tukaj, ne, bi se majal, ampak kar bi bilo najhujše, bi bil tau, bi bil grški križ. Skratka, tle je Dragica zelo pameten naredila pravzaprav eno tako zanimivo in za naš čas zelo značilno fenomenološko igro. Kjerkoli, s kateregakoli mesta gledate ta znak, bom rekel, ne, ima svojo simetrično identičnost, ne. In to je bilo tipično za te minimalistične objekte, da v bistvu so bili, na nek način smo bili mi teatraliki, oni so bili, mi gledalci smo mogli postati teatralični, oni so imeli neko svojo absolutno avtonomijo in je bilo čisto vseeno, ga gledate ali ga ne gledate, ne. Ampak Dragica recimo, in pa poleg tega, to sem se samo zaradi tega, ker je še zmeraj slikano v spodaj v Moderni galeriji, preden so arhitekti dokončno vse pokvarili. In moj exhibit C, še zadnji, jaz sem leta, ne vem, 69 naletel na eno takole knjižico, malo si jo poglejte, dajte jo okrog, stane $500, Zeman je rekel, če jo podpišem, stane 1000. Sem ga vprašal, ker je rekel, a imate mojo knjigo iz leta 69? Sem rekel, ja, seveda, to smo študirali, ne. Dobre, no in se pravi, gre za ohojevske projekte v spodnjih prostorih Moderne galerije. In tukaj se je pojavil en zelo zanimiv problem, ki je mene zmeraj begal,
ne zato, da pridejo razni, recimo, tle so bili zajčki, potem Frances Slana je enega tazga ujel, pa so ga pol slikarji pojedli, ne, da so se maščevali konceptualistom. Dobre, ampak, a vidite, vse, kar vidite zdaj tle okrog, je bilo prenešeno v galerijo in ta prostor, bel prostor galerije, je začel funkcionirati kot okvir za tako delo. In če malo zakompliciram to sceno, a vidite, najprej bi to res rekel, da vi dostikrat uporabljate besedo instalacija. Moja raba instalacije pride iz besede installation view, zato ker so bili to posnetki zlasti po letu 1966, ko je Lucy Lippard naredila Eccentric Abstraction, Glen Gallery z 1966 na Newyorški univerzi, da so fotografirali te lokacije, te notranjščine in je bila zmeri installation view, zato ker niso vedeli, da bi bila ta instalacija samostojna. Se pravi, to je, bi rekel, ta genealogija te besede, ki je danes samo po sebi umevna in pomeni 1001 stvar. Ampak zdaj, če pomislite na prejšnjo fotografijo, ki sem jo dal, ne, boste ugotovili, da je zelo enostavno, če jaz postavim, kje se recimo taka instalacija konča, dokot seže, dokot jo jaz razumem, kako se formira. In lahko naredim v njej razne virtualne robove in konce, ampak na koncu je samo white cube najbolj zanesljiva ločnica za tako, bi rekel, instalacijo. Po drugi strani je pa zmeri problem, da se vsebina teh del ima zmeri status implozije. To se pravi, da se pomen pogrezne v materialnost instalacije. In zato se nič ne čutite, da je bilo v instalacijah toliko veliko filozofskega napisan. Njen pomen se je pogreznil in zdaj smo mi iz te črne luknje črpali interpretacije za te instalacije. Drugo pa je, da če potegnete nekaj, kar bi se imenoval rob, to je fiktivni rob, to je imaginarni rob, in sicer, kjer bi pa jaz vlekel črto, dokot seže ta instalacija, koliko je njena radiacija, koliko je njen vpliv, kje se vstav. In recimo David Ness iz Ohoja, ki je bil v bistvu najbolj šolan in najbolj natančen, je recimo to za eno tako čisto preprosto finto naredil in to je v bistvu zelo radikalen, minimalističen kos, to ni arte povera, da je preprosto te lestve, te dile zabil v stene white cuba in potem materializiral to. Ali pa recimo, ko je ležal na tleh, je bil način joga dihanja in pa ne vem kaj, on pozna vse te ezoterične doktrine, ampak vis je bil v tem, da pravzaprav pazite, to je leto 69, takrat smo vsi brali Castanedo, Junga, ezoterične doktrine, sploh se ne spomnim več, ampak tega je bilo ogromno. Je bilo to dihanje pravzaprav neke vrste vir, če smem tako reči, neke transcendence, ne? Ampak spet, inside the white cube dobijo te stvari pomen, ne zato, ker ga sicer ne bi imele, ampak zato, ker ga lahko organiziramo. In navsezadnje, kaj dela umetnostna zgodovina? Umetnostna zgodovina je produkcija pomenov. Takrat je šele prava umetnostna zgodovina. No in še zadnji exhibit X, Beyond Ideology of the White Cube. Vidite, tako pa danes en arhitekt se loti in v Mariboru naredi eno super razstavo, postavi slike iz njegovega stalne zbirke in naredi na vse colorful box, ampak ima eno intuicijo, ki mu jo pa zavidam. In to je ta, da noter ni postavil niti ene abstraktne slike. Toliko samo za povedati.